Pozdravljeni. Vsaka mera je enkrat polna, čeprav lahko verjamete, da sem se prispevkov, kot je današnji, skušal izogibati. Poglejmo skupaj, za kaj gre. Celotna današnja zgodba izvira iz objave, ki jo je mogoče zaslediti na Twitter računu podjetja Gulf Oil. Tam so z rahlo animirano slikico sprožili pravi plaz. Namreč nekako namigujejo na to, da se bodo vrnili v Formulo 1. In mnogi navdušenci ter viri navajajo, da bo Gulf, eden izmed glavnih pokroviteljev, pri seveda ekipi Williams, ki naj bi po mnenju mnogih tudi sodelovala s Porschem. A gre za namigovanja, katerim določeni viri sploh ne dajo nobene teže. A tu bi rad poudaril nekaj zanimivega. Namreč, ukolikor bi pravi navdušenci pogledali to objavo, bi kaj hitro ugotovili nekaj. Namreč to, da verjetno bo Shell tisti, ki bo zapustil Ferrari, zato da bi Gulf prišel na njihovo mesto. In seveda gre za provokacijo, kajti ukolikor pogledamo originalno fotografijo, bomo videli, da so pri Gulfu izbrisali Ferrari F14T, ki je razpoznaven na daleč. A pustimo sedaj to izjemno cenena objava, ki je dosegla svoj učinek. Nekateri viri so o tem pisali, drugi se mu na široko izogibajo. In tudi sam takim objavam ne dam nobene teže. Težava je, da nekateri tudi v slovenskem jeziku takim objavam dajejo veliko težo. Njihova izbira in nič napačnega. A zgodilo se je, da v nekem članku, ki je dostopen vsem nam navdušencem, je toliko napak, da je mene osebno sram, ko ga prebiram. Pustimo sedaj, da ni bilo časa vzeti si 10 minut in prešteti zmage, ki jih je Gulf dosegel z McLarenom od leta 68 do 74. Sam sem se potrudil in ugotovil, da je ena več, kot trdijo avtorji. A trditi, seveda, z nekim zanosom, da Gulfu in McLarenu v zadnjem dvoletnem obdobju ni uspelo zmagati in da je Lando Norris prišel na oder za zmagovalce, verjetno marsikaterega ljubitelja Formule 1, pusti z grenkim preokusom v ustih, kajti leta 2021 se morda mnogi spomnijo, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Italije. Zmagal je McLaren z Danielom Ricciardom in Gulf je bil pokrovitelj ekipe, kot se vidi na fotografiji, kjer je znak lepo viden na zaščitni obleki voznika. A verjamem, da mnogim je to malce preveč, namreč 2021, to je skoraj zgodovina. In ko sem prebiral ta sestavek, sem se že začel spraševati, ali sem pomotoma začel nekako dvomiti v svoje lastno znanje, ali sem se znašel v tako imenovani coni somraka, kjer ni vse tako, kot izgleda. A v prebiranju naprej sem dobil še en dokaz, da tu je nekaj močno narobe. Namreč Gulf naj bi bil kot pokrovitelj Mirage Forda že leta 1924 prisoten na dirki za 24 ur Le Mana. Ker seveda vsakdo, ki pozna malce pravila motošporta, lahko samo privzdigne obrv. Verjetno pol stoletja kasneje je bila zadeva logična, ampak imeti pokrovitelja v 20 letih prejšnjega stoletja je že malce absurd.
še posebej zato, ker Miraž, znamka, ki jo je uporabljala ekipa Wire in seveda tudi pokrovitelj Galf, niso bili takrat prisotni v svetu motošporta. Zato vidimo, da danes pri tej navadni zgodbi smo lahko nadleteli na sestavke, ki so tako polni napak, da glava boli. Tudi sam delam napake. Ko jih ugotovim, se zanje opravičim. Ne trdim, da sem nezmotljiv, ampak osnovno poznavanje motošporta je verjetno eden izmed temeljev za vsakogar, ki o tem objavlja, piše, razpravlja. In seveda v letu 2023 imamo na razpolago dovolj inštrumentov, da lahko naše podatke preverimo. Potrebno je samo nekaj minut in na primer Wikipedija in takoj nam je jasno, kje smo ga ustrelili mimo in kje ne. A zaskrbljujoče je še nekaj drugega. Po polovici dneva, vsaj kolikor sem sam zasledil, nihče od mnogih bralcev ni opazil, da sestavek ima toliko napak. In brez skrbi, sam hranim posnetek zaslona originala, ukolikor bo prišlo do sprememb. A kot sem povedal že v samem naslovu, obsojamo seveda greh in ne grešnika. Vsakdo izmed nas lahko razume, za kaj gre in kaj je pomembno. Namreč mnogim ljubiteljem avtomobilizma, motošporta in predvsem Formule 1 določene zadeve niso znane. Zato taki članki morajo biti točni in natančni, da ne bo kdo na to se navadil napačnih, imenujmo jih, dejstev. A pomembno je tudi to, da sestavek kot tak nima napak, ker se še vsakdo izmed nas, povprečen navdušenec motošporta, spomni, da pač tako ni bilo, kajti v tem primeru se izgublja na kredibilnosti. Treba je tu poudariti, da zavedam se še dejstva, da jaz kot oseba marsikomu nisem simpatičen. Nekateri sovražijo moj način govora, drugi sovražijo moj glas, tretji sovražijo mene na splošno. Vsekakor sam vložim ogromno napora v to, da je tisto, kar vam povem v prispevkih, med prenosem in še marsikje drugje, točno ter zanesljivo. In to je nek standard, kateremu bi morali nekako težiti vsi. A nekateri, kot vidim, raje vzamejo nek prevod dejstev, ki jih sploh ne prevedejo, samo zato, da se pod določen sestavek, ne moremo to imenovati članek, podpišejo. A kdaj pa kdaj bi jih moralo biti sram. Na primer tokrat. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.